Predlagate, da država nazaj odkupi delež Mercatorja, vendarle kako razložiti davkoplačevalcem, da bodo kupili nazaj nekaj, kar je prej prodala po polovični ceni? Je tako, kot leta 2005 prodala. Taka obrazložitva ne da. Da je bil leta 2005, da je bil napačen prodaja. Da je zato nazaj žana. Glejte, vi še mogoče bolj, ko jaz se spomnimo te prodaje pa diskusijo tega. Ne da se vse ponavljati. Ampak v enem lanskem intervjuju je predsednik vlade, gospod Janez Janša, rekel, prodaja Mercatorja je bila napaka. Da bom razgrabljal naprej. In če on ugotovi, da je bila napaka, če se da napaka popraviti, se popravlja. To je odgovornost politike, sedanje in tudi bodoče. In vprašanje je še, da nekaj rekel, moralno sporno, da bi tiskal dobo pod mizo, podcenjeno neko lastnino, na netransparentni način, danes to prodal, pa pri tem še zaslužil, takrat bi se lahko davkoplačevalci vprašali, da smo dali državno lastnino nekomu, da je pri tem zaslužil za svoj žep. To bi bilo pa moralno sporno, da ne govorim, da ne rečem še kako hujšo besedo. Dobro, lahko zaključimo. Ja, izvolite. Kje naj Kat in Sod dobite denar, da boste ta delež odkupili, glede na to, da tudi Kat ne posluje tako briljantno in da so tudi tam vezani na določene obveznosti do svojih skladov, kjer pa je dobršen del upokojencev in tistih, ki varčujejo za svoje penzije prisotni. Me prav zanima, kje naj Kat in Sod? Kat in Sod, tako na povpreč je rečeno, naj ono odkupe. To so vprašanja, s katerim se ne ukvarjajo gospodje, ki bodo dobili mandat v vladi, ministri, in gospodje iščejo odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja. Problem pa je tukaj, problem izvirni greh je prišel iz politike in ta izvirni greh mora politiki tudi, ne glede na to, kdo so bili prej in kateri bodo prihodnje, pač pomagati reševati. Ni pa problem enostaven, to zagotovo ne. Še nekaj, če želite, da, če lahko dodam. Glejte, jaz vem, da je finančna globalna kriza, ampak tudi na Slovenijo ne vpliva. Mi imamo tudi lastno krizo, ne. Naše banke so posojale denar za razne prevzeme, zato da so prišli nekdo do lastnine. Danes je vprašanje, kako lahko te kredite vračajo in verjetno se že dogajajo odpustki, pa reprogramiranje za te poteze. In tudi to je sporno. To se pravi, če se hoče, se najde denar za določene rešitve, bo pač država za to poskrbela. Na koncu, veste, naši delavci, ki imajo minimalne plače, izvršitelji imajo na vratih rubeže, zato ker niso v stanju nekaterih kreditov odplačevati, iz stanovanjih mečejo. Da se marsikaj, pa tem država neče pomaga. V tem trenutku ima priliko in dolžnost in najti sredstva, da se ta način vzpostavitve starega stanja nazaj popravi. Ja, gledajte, za državo ni bilo problema najti 8 milijard evrov za garancije bankam. 8 milijard evrov garancij. Dobenega problema ni bilo. Tukaj, ko gre pa vendarle zdaj za nek sistem, na katerega se usodno veže toliko in toliko delavcev in delov in še marsikaj drugega, seveda bo problem. Sam, če so tisti problem rešili kar tako, v dveh dneh so rešili, mislim, da so dolžni rešiti tudi tak problem, kot je in kot se bo odprl, če bi se zgodilo pač to, kar se nadrava z Mercatorjem.